Lepo pozdravljeni na mojem kanalu. Tisti, ki me še ne poznate, moje ime je Teja in za vas pripravljam tarot napovedi. Na Instagramu in Facebooku lahko vsak dan preberete dnevno tarot napoved, tukaj na YouTubu pa pripravljam video napovedi. Do zdaj sem delala mesečne napovedi, ampak sem se odločila, da bomo od zdaj naprej delali tedenske napovedi, ki so malo krajše in potem bomo videli, kako to funkcionira. Dajte mi poročiti, kaj se vam zdi boljše, katera opcija vam je ljubša in bom potem tudi jaz razmislila, kaj bi lahko naredili v prihodnje. Zdaj zaenkrat bomo tukaj v moji kuhinji, ker je tako najlažje. Preden začnemo, bi se pa rada še res zahvalila vsem, ki gledate moje napovedi, ker mi na tak način potem dajete tisto motivacijo, da delam to še naprej. Hvala tudi tistim, ki lajkate in komentirate, čeprav takih vas je bolj malo in res bi vas rada spodbudila, da začnete lajkati in začnete komentirati, zato ker potem mi boste v bistvu pomagali, da bo ta kanal začel rasti in bomo tako lahko pomagali več ljudem. Ker če te napovedi pomagajo tebi, verjemi, da pomagajo tudi komu drugemu. In bolj kot bomo dejavni na tem kanalu, bolj bodo te posnetki v bistvu krožili po YouTubu in tudi več ljudi bo v bistvu našlo neko pomoč, neko novo upanje, neko tolažbo, mogoče neko usmeritev, ki jo rabi v trenutni situaciji. Zdaj pa dovolj klepetanja, gremo na napovedi. Dajmo kar začeti z vašo napovedjo levi. Zdaj najprej bomo pogledali vašo bližnjo preteklost, trenutno situacijo in bližnjo prihodnost, potem pa bomo z dodatnimi kartami še malo bolj razjasnili sporočila in mogoče izbrskali kakšne bolj natančne informacije glede določene situacije. To so splošne napovedi, zato ne bodo enako natančne za vse leve, za nekatere bodo bolj, za nekatere manj, zato si poskusite vse te pomene nekako interpretirati v svojo situacijo. Tisto, kar pa ni relevantno za vas, pa enostavno ignorirajte. Zdaj, ko splošno energijo tega vpogleda imamo osmico mečev, kar v bistvu nakazuje na to, da ste trenutno v neki situaciji, kjer se poskušate nekako razbremeniti nekih ovir. Nekako se počutite mogoče omejene, mogoče se vam zdi, da nimate možnosti stopiti naprej na naslednji korak, in nekako iščete rešitev, kako bi v bistvu prekinili ta cikel, kako bi našli pot iz te situacije, ki vas trenutno omejuje. Tukaj spodaj imamo karto svečenika, tako da definitivno prihaja do vas ali pa je že neko znanje, ki vam bo odprlo neko novo obzorje. Dajmo zdaj pogledati bližnjo preteklost. Tukaj imamo karti Luna in Cesarica. Obe karti sta iz velike arkane, kar v bistvu nakazuje, da je bilo v vaši preteklosti nekaj pomembnega se je zgodilo. Zelo možno je, da ste bili v neki situaciji, ko ste videli svoj cilj, vedeli ste, kam želite iti, ampak nekako okoliščine ali pa situacije, ki so bile trenutno, v tistem trenutku okoli vas, so vas na nek način spravljale v neke dvome, dvigale so neke strahove na površje. In videti je, da ste potem nekako splavali ven iz teh energij, našli neko stabilnost v svojem življenju in tudi neko srečo, veselje in to vam je v bistvu pomagalo stopiti naprej proti temu cilju. Zdaj, če seštejem karte, imamo 21, kar nakazuje na karto svet in tukaj videti, da ste v bistvu na nek način zaključili s preteklostjo. Zaključili ste s tem nekim obdobjem neke teme, obdobjem neke faze, ko niste vedeli točno, kaj in katero smer ubrati naprej. Zdaj v trenutni situaciji imamo šestico mečev in trojko mečev. Glede na to, da imamo tukaj same meče, bi rekla, da se ta vaša situacija trenutno v bistvu nekako, da je vse to znotraj vaših misli. Nekako na miselnem energetskem nivoju, ali kako bi to opisala, oziroma tako, na energetskem nivoju se nekako odmikate od nekih stabilnih okoliščin in se podajate proti nekemu novemu obzorju. Ampak tukaj je neka ovira in ta ovira vas trenutno najbolj ovira. Na nek način je tukaj neko razočaranje, mogoče kaj iz preteklosti, ko ste se že podali proti tej poti, da se vam nekaj ni izšlo. Ali pa je prišla do vas neka novica, ki vam je na nek način
dala neko, mislim, vzela neko upanje ali pa vam je na pot postavila neko oviro, ki ne veste, kako jo premagati. Ampak glede na te karte in sploh glede na to šestico mečev, jaz bi rekla, da tukaj zaenkrat ni nobenih skrbi. Mislim, ne rabite nič skrbeti. Dajmo pa pogledati še bližnjo prihodnost. V bližnji prihodnosti imamo viteza mečev in devetico kelihov. Definitivno tukaj videti, da boste dobili nek zagon. Ta trenutna nejasnost, ta trenutna okoliščina, ki vas na nek način ovira, tukaj boste v bistvu našli neko prednost in to vam bo dalo tisti push, da greste naprej proti vašim ciljem in da nekako premagate to oviro, ki se zdi zelo kaotična v tem trenutku, ampak potem boste kmalu ugotovili, da to sploh ni nobena ovira, ampak je v bistvu odskočna deska. In pripeljala vas bo do nečesa lepega, do uresničenih želja in zadovoljstva na tem vašem področju, katerokoli področje pač je trenutno nekako v ospredju. Dajmo zdaj pogledati malo bolj natančno, kaj točno se tukaj dogaja. Tukaj imamo karto svečenik, paža mečev obrnjenega in devetico palic obrnjeno. Tukaj imamo ponovno osmico mečev, ki je tudi tale karta. Zdaj tako, tukaj je videti, da je prišla do vas neka oseba, ki vam je na nek način nekaj razkrila ali pa vam dala neko informacijo, s katero ste nekako stopili izven cone udobja. Zdaj tukaj videti, da še nekako, oziroma da ste v preteklosti še nekako kolebali, kaj bi naredili na tem mestu, kaj bi v bistvu, kateri korak bi ubrali naprej. Zdaj samo, če še seštejem, imamo tukaj 20, 25, to je 7. Ja, to se skupaj nas navezuje na karto kočija, kar bi rekla, da v bistvu je vse to, kar se tukaj dogajalo, vam je dalo nek zagon. Zdaj, to je lahko neka oseba, ki vam je dala neko znanje, ali pa ste v bistvu vi nekaj raziskovali, nekaj ste iskali, neke informacije in po naključju naleteli na nekaj, kar vam je v bistvu dalo tisti nek zagon, da mogoče poskusite in stopite izven te neke cone udobja oziroma nekih ponavljajočih se vzorcev v vašem življenju. Kaj takega bi rekla. Tukaj imamo še enega paža, in sicer paža palic in obešanca. Torej, jaz bi rekla, da ste dobili neko notranjo motivacijo, neko inspiracijo ali pa nekaj, kar je v vas vzbudilo neko strast. In to vam je v bistvu pomagalo, da ste stopili naprej. Ampak potem ste prišli v neko obdobje, ko niste več vedeli, kako naprej, kot da se je nekako ustavilo. Nekaj se ustavlja in tukaj ste v bistvu nekako čakali. Čakali, kaj se bo zgodilo, nekako premišljevali, kateri korak ubrati naprej. Vedeli ste, da ste na dobri poti, ampak niste vedeli zdaj, kaj narediti naprej. Kateri korak ubrati v prihodnosti. Dajmo pogledati zdaj trenutno situacijo. Tukaj imamo karto zmernost, karto mag in desetico mečev obrnjeno. Ja, jaz tukaj v bistvu ne vidim nobene ovire. Nobene ovire in zato bi rekla, da v bistvu ta trojka src, to neko razočaranje je nekaj, kar je v zvezi s preteklostjo in vas v tem trenutku sploh ne ovira. Tukaj ni nobene konkretne ovire, da bi bila v bistvu, da bi vam nekako preprečevala, da bi šli naprej. Tukaj imamo karto zmernosti, je v bistvu karta potrpljenja. Zaenkrat je videti, da bo treba še nekaj časa vložiti v nek projekt ali pa v neko osebo ali pa v nek odnos, da bo to dejansko začelo cveteti. Ampak imate pa v tem trenutku imate vse, kar potrebujete, da vam lahko uspe. Vse. Se pravi, imate dovolj znanja, imate dovolj izkušenj, imate dovolj idej, dovolj ljubezni, dovolj pač česarkoli, karkoli vam tukaj rabi, imate dovolj, da premagate to, da dosežete to vašo željo. Zdaj, ta desetica mečev govori o tem, da je v bistvu konec tega težkega obdobja. Približujete se koncu tega razočaranja.
in nekako spoznavate, da vam je pot odprta. Ta karta tudi nakazuje na to, da je mogoče z vami neko težje obdobje, ki se zdaj končuje in tukaj se že kaže nek lep sončni zahod, ki nakazuje na to, ali pa vzhod, no, ki nakazuje na to, da se odpira neko lepše obdobje, da se odmikate proč od tega občutka ujetosti. Evo, tukaj pa imamo karto sonce, se pravi, še en dokaz, da ovir na tej poti sploh ni. Dajmo pogledati na svet in izid. Tukaj imamo zdaj dvojko novcev obrnjeno in dvojko mečev obrnjeno. Jaz bi rekla, da vam karte svetujejo, da v bistvu nehate tukaj kolebati, da enostavno sprejmete to pot in greste naprej. Ta karta tukaj pa govori o tem, da v bistvu ta deklica sedi na tem prestolu in na tem prestolu ni udobno. To je nek tak kamnit, prestol, pač stol ali karkoli. Kamnit stol, na katerem ni udobno in ona si želi priti sem, na to neko novo pokrajino. Zdaj, ampak kaj mora narediti, da pride do sem? Mora pripraviti to razburkano morje in v tem morju so skale, ki jih mora premagati. Ampak ona ima prevezo čez oči in zato ne vidi v bistvu, ne vidi možnosti, kako bi nekako prišla čez vse te ovire. Ampak če bi si snela prevezo, če bi videla, okej, enostavno bom pogledala in bom videla, kaj so te ovire, bi videla potem, da so tukaj te skale in bi videla tudi, da je pot odprta do tukaj. Pač ja, je razburkano morje, mogoče bo kdaj zaneslo na neko oviro, ampak če bo snela prevezo, bo to videla. In v bistvu, ker je obrnjena narobe, ta karta govori o tem, da bo vas v bistvu ta želja nekako vse bolj naraščala in bolj kot se boste upirali, težje bo. Tako da prej kot snemete to prevezo čez oči in se soočite s temi ovirami, ki jih v bistvu sploh ni, oziroma če so premagljive, prej boste v bistvu prišli na to vašo željeno destinacijo. Dajmo pogledati še bližnjo prihodnost. Tukaj imamo karto kočija, ki je tudi zelo dobra karta. Kot dogodke ali pa pač karkoli. Tukaj imamo devetico mečev, petico mečev obrnjeno in paža kelihov obrnjenega. Jaz to vidim v bistvu kot neko vašo transformacijo. Zdaj mogoče bo prišlo, nekako boste se mogli soočiti s temi strahovi in to vas bo na nek način še vedno bremenilo. Ampak potem v nekem trenutku, mogoče se bo zgodil samo da še preštejem, tukaj imamo 14 plus 11 je 25, to je 7. Aha, to je v bistvu ta karta kočija. Jaz mislim, da v začetku naslednjega tedna, recimo, se boste še vedno precej obremenjevali, boste imeli precej še nekih takih negativnih misli, ne boste mogli mirno spati, recimo, ker vas bodo mučili te neki dvomi, strahovi. Ampak potem se zgodi nek dogodek ali pa pač nekaj, lahko da tudi pride v vaše življenje neka nova oseba, ki vam bo v bistvu ponudila neko pomoč ali pa vam pokazala neko novo, vam bo pokazala v bistvu način, kako premagate ovire, ali pa bo enostavno bo neka oseba, ki mogoče, da je tej osebi že uspelo to, kar si vi želite doseči in nekako bo njena zgodba vam bo pomagala, da tukaj res prekinete z nekimi slabimi vzorci ali pa nekimi osebami, ki vas omejujejo. Torej tukaj gre lahko, tudi tukaj gre za to razočaranje, gre lahko za neko osebo, ki vam daje neke dvome in strahove, ki v vas vzbuja dvome in strahove. In tukaj vedeti, da boste potem na neki točki, zdaj preko neke nove osebe ali pa boste vi nekako spoznali nekaj, kar vam bo pomagalo, da tukaj naredite res ta presek in da si zagotovite zase najboljše in da se ne obremenjujete s tem, kaj si drugi mislijo ali pa te ovire, ki vam jih postavljajo na pot.
Dajmo še pogledati na svet. Ja, evo, točno to, ja. Kolo vsote nakazuje na dogodek, ki se zgodi izven naše kontrole. Torej, nekaj, kar nam življenje pošlje na pot, z namenom, da nas usmeri v pravo smer. In tukaj ve, da se bo zgodil nek dogodek, na katerega sami nimate vpliva, torej prišla bo neka oseba preko nekega naključja ali pa boste zasledili neko oddajo, nek članek, nek prijatelj. To je lahko nekdo tudi iz preteklosti, glede na to, da je ta oseba obrnjena v tisto stran, ki je prihodnost. Torej, prihaja nekdo, neka znana oseba iz preteklosti, lahko je tudi nova za nekatere leve. Ampak na nek način vam bo v bistvu predstavila neko, mislim, dobili boste neko, preko nekega dogodka se bo glavna situacija v vas obrnila in boste nekako uspeli zbrati to moč, da sledite svojim ciljem. Zdaj ta vitez kelihov je karta izida, verjetnega izida za naslednji teden oziroma za bližnjo prihodnost. In zdaj ta vitez kelihov ima vizijo, točno ve, kaj hoče. Mogoče ta vizija taka malček preveč fantazijska, ker vitezi kelihov so radi taki fantazijski, ampak tukaj je ta reka, ki jo mora prečkati. In dostikrat se vitez kelihov boji to reko prečkati, zato ker ve, da ga tukaj čaka neka težka pot. In vitezi kelihov so dostikrat taki romantični, počasni, radi fantazirajo. In mogoče in dostikrat se jim zdi, da to prečkanje reke zdaj pa pomeni, ok, zdaj pa je zares, ne. Ampak jaz vidim tle, da boste nekako sledili tej poti in v bistvu vam bo ta oseba ali pa ta situacija vam bo dala tisto motivacijo ali pa neko novo zavedanje ali pa neko usmeritev, ki vam bo pomagala v bistvu, da se odločite in da sledite tej poti, ne glede na to, kakšne ovire so pred vami. Zdaj, če na hitro povzamem, ja, to smo pogledali. Zdaj, če na hitro povzamem, bi rekla, da tukaj v preteklosti ste bili v neki fazi, taki težko obdobje, ampak ste potem nekako splavali ven, nekako ste zaključili neko težje obdobje v vašem življenju, mogoče ste dobili neko novo idejo, nek nov zagon, ki vam je pomagal v bistvu, da stopite izven cone obdobja. Ampak na neki točki se je zgodilo, da ste v bistvu da niste več vedeli, kateri korak zdaj izbrati naprej in tukaj ste nekako stagnirali. Zdaj je videti, da se pomikate proti temu novemu obzorju, ampak tukaj je dosti nekih blokad, ki vas omejujejo. In te blokade se nanašajo na preteklost, se pravi na neka pretekla razočaranja. Nekaj, kar se v preteklosti zgodilo, nekako pričakujete, da se bo spet, ali pa ste v preteklosti videli, da nekaj se ni šlo in nekako pričakujete, da se tudi tokrat ne bo išlo. Ampak to je v bistvu vse samo v vaši glavi, ker tukaj jaz ne vidim, da je bilo karkoli, da bi bile kakršnekoli resne ovire na vaši poti. Imate vso moč, ta mag govori, da imate vse, kar potrebujete, da vam v bistvu uspe uresničiti te vaše sanje ali pa ta vaš cilj. Potrebno pa bo nehati tukaj žonglirati, nehati kolebati zdaj ali ja ali ne, ampak se enostavno odločiti. In ja, pot ne bo enostavna, bodo ovire na poti, ampak dokler boste sedeli in tukaj premišljevali ali bi ali ne bi, se ne more nič spremeniti. Zato je treba sneti prevezo, pogledati resnici v oči in videti, ja, ok, so ovire, nekatere bodo težje premagljive, nekatere lažje, ampak gremo v akcijo. Zdaj za bližnjo prihodnost je videti, da boste še vedno nekako v dvomih, nekako se boste, tukaj bodo strahovi, nekako boste imeli tisti, nekaj vas bo še vedno vleklo nazaj, ampak se potem pojavi v vašem življenju neka oseba, nek dogodek, nekaj nepričakovanega, kar vam bo pomagalo v bistvu, da prekinete zdaj neke stare vzorce, da se rešite te omejitve. V bistvu ta oseba vam bo pokazala nekaj, vam bo dala neko novo znanje ali pa novo zavedanje, ki vam bo pomagalo, da enostavno primete ta svoj kelih in greste na pot. Ok, levi, čaka vas res zanimivo potovanje, pot je odprta, tako da kar pogumno. Vidimo se naslednji teden z novo napovedjo.